Živijo, dobro, še spet nazaj na Džungli kanal, moje ime je Kaja Solo in danes delamo review iPhone 14 Pro Max v zlati barvi. Vsako leto delamo review iPhona oziroma unboxing in it's the time of the year. September je najboljši cajt v letu za tehnologijo in... Na bolezni. Tako dobro je šlo. Ja, jaz sem danes živel publiko, kar je moj najboljši prijatelj. Fuck, bro! Jebote prijatelj! Okej, zapomni si te besede, Kaja Solo. Jure je moj live audience, ki bo danes ploskal. En aplauz, prosim. iPhone 14 Pro Max. Kaj, te je šlo tako dobro v life včasih, kaj se je zgodilo? Prišel je nov iPhone par dni nazaj, včeraj sem ga dobila, da naredim review, zdaj je tukaj, jaz sem tudi tukaj, dajmo še začeti. To smo že bili pri telefonih, valjda. Največje vprašanje, kje lahko kupiš tale telefon? Na A1. In, zato da ne boš kupil sam telefon, si zraven vzam še A1 Vibe, ki ga imaš zdaj že za 12,99 € na mesec in s tem dobiš neomejeno interneta v Sloveniji, neomejeno SMS-ov in itak klicev v Sloveniji in v EU, 15 giga interneta v EU, zraven še najboljša stvar, brezplačno za 2 leti Deezer, da imaš muziko neomejeno, kjerkoli, kadarkoli, na tvojem novem iPhonu. Prečekaj si dal spodaj link za A1, zdaj pa si pogledamo naprej, kaj se dogaja z novim iPhone 14 Pro Max. Vsako leto naredim nek ASMR moment in letos bom... Ne, jaz s prijateljci ne bom pomagal. A bilo to redo, imamo še enkrat. Papi. Trenutek resnice, Jure, jaz pripravljen. Jaz sem. Wow, sploh ni isti, ko že 4 leta. Wow, lejko lukno imam troškati. Mislim, da je še bolj thick kamera, ko je bila lani. Iskreno. Tole je iPhone 14 Pro Max v gold barvi. Po moje je celo drugačna gold, ko je bilo včasih. Jaz sem imela zlatega 11-ko. Imajo še v črni barvi, v beli barvi, ta je zlat, pa še vijolčanje. Ampak jaz sem videla vijolčnega v živo in iskreno mi ni tako všeč, zlat je po moje najlepši. Zdaj pa... Daj ti meni razlož, evo, če se lahko malo mišam. Jaz imam 11-ko, odkar je vam prišla. Kaj je razlika med tem in mojo 11-ko? Večji je. Ne, med tvojo 11-ko, 11-ka je okrogla, ta je pa štiriglata. Prav, zdaj pa res že 3 leta isti dizajn, kar načeloma pri Apple je tako, da zna 2 leti zamenjajo, zdaj že full cajta niso, kar not so much fun. Jaz imam tega, ki ga imam zdaj za mikrofon in je 12 Pro Max in to je 13 Pro Max. Vmes med tema dvema telefonoma je 2 leti. Ja, valjda, zakaj pa ne? In pač gledata isto. In jaz nisem fan tega, pa oso spet se mi zdi, da je malo bolj širok. Definitivno je širši. Res ne. Ne, jaz se. Zdaj pa, trenutek resnice. Da vidi se na kameri. Ko me briga. Poglejmo, kaj je še v škatli. Pogledam malo na stran. Zraven imamo nažalost spet lightning cable. What the f***? Dejansko? Ja. Jaz poslušam že od 12, ker nasleden bom imel pa C. Ja. In tako, a dejansko nima. Okej, no to je pa... Zraven dobimo še najdražjo nalepko na svetu. Je spet na papirčku. Nič od tega do zdaj še ni bilo nič posebnega, samo tako. A, boš imel? Ja bom, thank you. Ja, noter so navodila, če da ne znam uporabljati. Zdaj pa telefon, dajmo ga prižgati. Wow! Zate bi lahko rekli, si saski moški. Nikoli več nem snemala z Juretom, pač tole je... Torej, zdaj ga pa dajmo prižgati. Tega še nekaj posebnega z krinom, mislim, da ne. A veš, zakaj nisem gledala predstavitve iPhona? Ja, vem, ja. Ker sem Zakaj? ker te je prijatelj v kino pedal. Jezik oziroma select your country. Še vedno nimamo slovenskega jezika. Apple. Apple, prosim, ne da nikoli slovenščine. A na džungli lahko razumeš? Aktiviramo iPhone. Zdaj pa se vidimo čez par minut. Prižgal se je, zdaj moram aktivirati še Face ID. Tako vedno, vsako leto je isto, sploh ne vem, zakaj še to. Ne, ni isto, god damn. Zelo malo drugače, okej. Ja, ne, what? Zdaj tole gledajte, to je Dynamic Island, se imenuje. That's my face. In zdaj bom jaz naredila to. Ok, lahko sem pred facom. Lahko končno uporabljamo Face ID tudi za masko. Sam kind of ne nosimo več mask. Evo, to zgori je Dynamic Island, tega imenujejo, ne vem, butasto ime, iskreno.
ampak je boljš kot noč. Načeloma drugi telefoni to že imajo neki cajta, ampak ta ima še nekaj več funkcij. Ja, 10 let, na primer. Jure! Ok, jaz ga bom dala kot čist nov iPhone in upisala svoj Apple ID. Jaz moram malo kave spiti, ker tek sem brez energije, da je groza. Make this your new iPhone. Ja, seveda. Črn bo to. Welcome to iPhone. To, končno. Swipe up to get started. Frišen iPhone. Koliko obožujem to. Zdaj pa idemo pogledati, kaj je novega na tem iPhoneu od prejšnjega. Kakor sem že prej rekla, zdaj imamo tukaj Dynamic Island, ki ima kao par that's freaky, to morate videti. Ta črna pika tukaj zgori. Kako je to sick. Ok. Per spatial audio. A moram spet... Kaj moram reči zdaj? Zakaj to delam? Zdaj moram telefon dejansko dati za svoje desno uho, ok. Kako je sick. Prav moje ušesa rabi videti. To je moje uho. Celo moje uho mora pa skenirati. To je sick, pač to je sick. Ok, zdaj pa dajmo še levo uho. To je najbolj random stvar ever. Ok, in zdaj bo kao zvok ful boljši. Dajmo preveriti. Some things in life are bad. Okay, They can really make you mad. Other things just make you swear and... Curse. Sam pa je razlika. Malo bolj je clean. Jaz ne razumem tega ne razumem gor. A to zdaj kao, klikneš, ali kva? Ta telefon ima že iOS 16 gor, ki ga jaz še nisem videla, tako da to je moj prvi experience. To je lock screen za iOS 16, kaj poslušaš muziko, ker nimam še setupa ga niti v zadnja. Jaz ne razumem tega Islanda, res presežen, da ne razumem. Sej verjetno je full v redu, koliko ga enkrat dojameš, ampak ne razumem, zakaj ima to kao neke funkcije, ker I don't get it. Kaj je še novega na iPhoneu? Zdaj je always on display, in kar imajo načeloma vsi drugi telefoni že zadnjih 100 let in tako zgleda. Ko ga odklenem in ko ga zaklenem, to je always on display. Mislim, ne vem, ko bo to kaj vplivalo na baterijo, koliko ima sploh kaj tole veliko baterijo dejansko. Prejšnja je bila 4303, ne. Ne, me je... Manjšo baterijo ima. iPhone 13 Pro Max ima 4352 mAh, tudi ima pa 4323. That is no bueno, Apple. Fast charging ima, MagSafe, kar že ima neki cajta. Mislim, da drugega ni nič novega. Baterija je dejansko slabša, tako da to v kombinaciji s tem, da ima always on display, ne vem, kako bo kaj to dobro v praksi, ker to bo baterijo po moje. Vse je always on display narejen, tako da lahko skozi pržgan, sam vse nekako mora delati. Ni to isto, kot če je izklopljen. Če bi imela face težave z baterijo, bi definitivno izklopila always on display, ker ni toliko useful zdaj. Zakaj pa je always on display useful dejansko? Je zaradi tega, ker če imaš odložen telefon, lahko skozi gledaš na njega. I guess. A se pravi, sam kliknem in mogo gor? Ne, niti ne klikneš gor, samo skozi je pržgano, a vidiš, sploh se ne bo gasno. In ne vem, ni mi toliko zdaj to pomembno, nikoli na telefonih nisem imela pržganega always on display. Imamo nove kamere, čeprav izgledajo isto kot prej, ampak itak vsako leto so izboljšane. Jaz imam zdaj tukaj Pro Maxa, kar je dejansko res najboljša kamera, kar je možno zdaj na iPhoneu. Bom sprobala, tudi v vlogih se bo verjetno videlo, ker bom snemala z njim. Imamo očitno spet nove photographic style, čeprav v zadnjem videu lani, ko sem delala iPhone 13 Pro Max unboxing, sem to pokazala in sem ful mislila, da bom to uporabljala kdaj, ampak iskreno nikoli nisem, ker da te nastavitve delali, you never take your time, dejansko, I don't know, če se res ukvarjate s tem, I guess je useful, ampak za navadnega uporabnika telefona pa to ni. Imamo zdaj nov tale, ni več sam 0,5, 1 in 3, zdaj imamo vmes še 2, 0,5, I guess, še vedno je wide angle, je skoraj isti, zdaj tukaj ni isti angle, ne vem, ni toliko drastična razlika. Tokrat so toliko male razlike, da se tudi že lani nekaj ni bilo, no. Ne, mogoče je malo bolj ostra. Jure, pomagaj mi. Ne. Sorry. Udo, res, zelo je možno tle prav meme iz The Office. It's the same picture. Ja, pa se mi zdi, da je že lani bilo isto. Tako da, I guess, upgradeati letos, če imate 13 Pro Max na 14 Pro Max, ne priporočam. Pa tudi, če imate 12 Pro Max, jaz ga iskreno ne bi upgradala, še vedno je dosti dober telefon. Vse te feature, ki jih ima kao na novo, niso toliko game changer, da bi se splačalo dati spet Jurja 500 za telefon. To sem reči, da se mi zdi mogoče že celo od 11 naprej, ja, da se glede fotoaparata ne da več. Res je.
Sploh kar se videa tiče, Aha. kar se goddamn, tako da... Mogoče cinematic mode mi je kul. Okay, Cinematic samo je treba ena kupiti stvar. nov telefon. Ne, ampak cinematic je ena stvar, ko bi jo jaz pač res hotla. Pa recimo, kar je meni kul, 11 ima zaobljene robove in pač dol pade, na tem mi je všeč, ker pač delaš selfie, ga lahko pač te postaviš. Pač to je meni fajn, pa načeloma ni toliko razlike. Zdaj kamera je proti prejšnjemu 48 megapikslov, tako da končno so upgradali iz 12 megapikslov, they took their time. Ostale kamere so bolj kot ne iste. V bistvu je pač improvement je bolj v softwareu, kot pa v hardwareu, to je tako vedno. Sprednja kamera je 12 megapikslov, isto kot na prejšnjemu, razen tega, da ima zdaj še tukaj cinematic mode, še na sprednji kameri, mislim, da ima celo autofokus, ali ne vem, v glavnem ful bolj dela, bomo pol sprobali. Ne, ampak na 13, a imam jaz screen malo bolj na temno naštiman, ampak ful so bolj mirjene barve, daj pri to pogledati. Ne, Ja, drugače- ta je novejši. Drugač, malo vidim razlike pri tebi. Ne, je malo razlike. Kar se mi zdi, mogoče imam jaz vklopljen še HDR, vse te stvari mislim, da imam na 14 še vklopljene, ki jih ponavadi izklopim, tako da to je tudi glavna razlika, verjetno. Mislim, da je lepši portrait. Sprednja kamera je po moje boljša. Yeah, not much of a difference. Slow motion je že bil prejšnjo leto na selfie kameri, tudi timelapse, vse to je že isto. Še kakšna razlika? Jaz sem precej razočarana na tem, da je baterija slabša. Enjoy longer battery life. Mogoče iOS pa boljša. optimizacija, more efficient processors, newer technologies, pač vse ja, I guess številke niso vse, ampak ima pa no cheap probiotic. Ja, prav, Ne probiotics, no, A16 del, ker je. Ja, bionic, pa ni probionik, ampak je sam bionic. Ja, Bionic, ja. Ja, ta ima 15, ta ima 16 in zato bo boljši. Wow. Letos ful ni tok revolucionaren iPhone, jaz sem razočarana v glavnem. Dajmo še malo pregledati iOS, zaradi tega, ker dejansko še nisem nič pogledala iOS 16. Torej, kaj je novega? Ti ga že imaš nekaj cajta, tako da... Ja, izgledam že, zdaj pa že 3 dana dan. Ja, zdaj lahko unsendaš sporočila, lahko spreminjaš sporočila, ampak samo če ima tudi ta drug uporabnik iOS 16. Če imaš še vedno 15, that ain't gonna work. Novi so še control notifications, ki so pač na lock screenu zdaj tukaj spodaj, kar me načeloma ni toliko všeč, ampak jaz sem sam navajen na tak. Je pa smiselno, ker pač, ko držiš telefon v roko, da spodaj klikneš, je pač lažje, ko pa če moraš se zgor iztegovati. In na lock screenu ura mi ni všeč. Lahko jo zamenjaš. A res? Ful imaš veliko različnih v tem kastu. Nice. Ok. Kakšna reakcija. Pritisnil sem nekaj in se je nekaj zgodilo. Wow. Ja, wow, kaj pa bom izbrala? Wow. Jaz hočem imeti emojike. Wow, a si vedel to? Kaj? What? Lej. Nekaj srčke ti zjam. Wow, jaz sem imela v vseh različnih barvah srčke. Widgeti so fun. Ura. Wow, kjer igra ti fonti. Ja, vši so taki. Moj bog, kdo bi to hotel? Rumena? What? Ne, jaz hočem črno. Cool. To mi je všeč. Lej, lahko naredim čist svoje ozadje. Meni je to tako dobro. Wow, wallpaper pair. In zdaj tukaj, to je to. Ba je lahko zdaj Siri prekine tvoj klic, kaj lahko sred klica rečeš, hey Siri, hang up. Sam pač problem je v tem, da tudi drug, ko se pogovarjaš z njim, sliši, pač, hey Siri, hang up. Ja, to je, I guess, mislim, da so to glavne stvari. Anyways, tole je iPhone 14 Pro Max. Meni je všeč. Ne priporočam ga, če imate iPhone 11 Pro Max ali boljšega, ker pač ni tok upgrade. Je pa definitivno iOS 16, je pa cool. To je to z današnjim video, zahvalimo se Juretu, ker je bil nadležen cel fucking video in sem komi zgurala do konca. Lajkite za to njegovo lepo, seksi nogico. Jure, ali se boš poslovil od džungle? Ne bom džungla. Zem tega, da bo on naslednji delal iPhone review. Lepo se imejte in veliko se smejte, pa iOS si pogrejte. Kaj toplega pojejte. Bye! A šel ugasnem kamero? Sam za te ume imaš, no. Čakaj, ker moraš šnufka, pokaži se. Fača, pa. Kje se to ugasne sploh? Zgori! To je to. Jesus Christ. Kaj sem prvo? To prav pasava je. To je prav 3 dni sem se šparal za tega. Škodoval me je.
So šla v veterinarju. Ja, v življenju. Ga nam vrgu. Ne, zato, ker sem se poškodovala. No dej, no, diraj. Ok, dobrodošli spet nazaj na Džungli kanal, moj ime je Zapomni se vse te stvari zelo. Zdaj pa, To je tvoj najboljši video, stari. čuli, s tabo snimati je nekaj najhujšega. Pržgal se je, zdaj moram aktivirati še Tiho. Wow, zdaj bi lahko rekli, da si sanski moški. Strinjam.